Pet je ena izmed tistih sobot, ko je na mariborski tržnici veliko ljudi, ampak ne prihajajo samo običajni kupci, ampak tokrat ste se tudi vi, člani Združenja za pridelavo vrtnin, še posebej potrudili. Tako je, zdaj že mislim, da je to tretja akcija v tem letu. Danes je na temo plodovke, predava nam gospa Romana Železnik iz Srednje gostinske šole Maribor. Kaj se da narediti iz stročnic in plodovk, na kaki način jih lahko uporabimo v kuhinji. Mislim, da bojo ljudje zelo zadovoljni, da dobijo neke nove informacije na temo, kar vse lahko narediš iz sveže zelenjave ta čas. Poleg tega pa imate tudi posebno stojnico, ne? Tako, poleg tega imamo dve stojnici, na katerih smo darovali vsi, ki smo v Združenju pridelovalcev vrtnin, razne pridelke in na tej stojnici lahko ljudje kupijo pridelke in ves izkupiček od te akcije gre v humanitarne namene, darujemo srcem. To ste zdaj že dvakrat naredili, se vam zdi, da je vsakič več Mariborčanov pripravljenih kupovati pri tej stojnici? Mislim, da bojo se počasi navadili, gre zelo počasi, pač odvisno od ljudi, ki prihajajo, ampak upajmo in želimo, da bo do decembra to kar steklo, ker bojo se akcije nadaljevale še vsak mesec. Kaj pa sami prodajalci, so pripravljeni dati kaj svojega pridelka? Ja, moram reči, da smo zelo veseli, da pridelovalci zelo dobro sodelujejo, kajti želimo, da se mariborska tržnica sliši v mesto, da ljudje začnejo kupovati domačo zelenjavo in sadje, ki je bila včeraj še na njivi, danes pa je na stojnicah in ga lahko kupite z vsemi vitamini in minerali. Se tej akciji pridružujejo tudi tisti, ki niso v vašem združenju, ali je to samo za člane združenja? Kar nekaj ljudi se je odločilo tudi, da nam pristopi v tej akciji, zato ker želijo, da se ljudje vrnejo na mestno tržnico Maribor. Je pa na tej dobrodelni stojnici, bi rekli, pravzaprav čisto isto blago, kot recimo na tržnici, ne? Tako, isto blago, ista cena, samo ves izkupiček darujemo v humanitarne namene.